Dejana Niger, smo tu, želimo dobro jutro. Dobro jutro. In dobro jutro tudi naši gosti, direktno iz Božičkove dežele, iz občine, vodja kabineta mariborskega župana Iva Lozina. Dobro jutro, Iva. Dobro jutro. Dobro jutro. Ja, zdaj pa je tako daleč praktično. Jutri se začne in ta veseli december se tokrat začne v novembru. Lepo bo, ne? Lepo bo, čudovito bo. Zdaj že tradicionalno se res začne zadnji četrtek v novembru. Ja. Zato je zdaj prižig lučk že res tik pred vrati. Ja, jutri in včeraj je Jeger še zadnje te finese popravljal. Tako da jaz lahko potrdim, da jutri bo. Ker Jutri bo. če ne bi jaz šel pogledat, ni bilo ziher, ne? Ni bilo ziher. Zdaj pa bo. Okay, ve se, da bo Maribor v tem adventnem času še bolj čaroben, kilometre novih lučk imamo in da se vse skupaj širi, ne samo tukaj v samem središču, ampak tudi naokoli. Res je, imamo 5 km novih lučk, kar lahko povem, da na dosedanjih 40 pomeni kar nekaj. Ja. Imamo tudi novosti v sami čarobni galeriji, kjer smo do zdaj imeli 9 točk, smo dodali še 3 nove. Imamo potem tudi čisto novost, ki je do zdaj še res prvič se srečujemo z njo in nas tudi zelo zanima, kakšen bo odziv. To je Pot poljubov, ki bo nameščena ta vikend, ki nas bo vodila po celem mestu, po posebnih točkah, s posebnimi zgodbami in nas v bistvu pozivala k temu, da se imamo v tem času še malo bolj radi. In ta Pot poljubov, to bo v bistvu boš lahko začel kjerkoli ali boš moral res, ker če na 3. postaji začneš ne velja, ali kak je to? Ne, lahko začneš kjerkoli. Ja. Zbiraš tudi, rečemo temu, žige digitalne. Dobro. Spremljaš zgodbo, ki jo piše naše mesto in v bistvu na tak način se sprehodiš čez celo naše mesto. Pa kak lepo. Okay. Bo šel, Jeger? Seveda bom šel. Več kot enkrat. Kaj? Več kot enkrat, upam. Ja. Ja, aha, lahko greš večkrat, seveda, ne? Lahko greš večkrat. Prvič- Lahko greš tudi z večjimi, ampak to zdaj ne bom nagovarjala. To zdaj ne bom me zdaj spravljaj nagovarjala. skušnjavo. Počasi. Najprej enkrat bomo pa videli. Glej, vse to je tako v življenju, najprej greš zaradi zgodbe, pol pa greš zaradi vsebine, ne? Oziroma presenečen. Ja, krasno, ampak to pa, ko rečemo dogodki in vse, kar se bo dogajalo v našem mestu, tega bo res ogromno. Res je, letos začenjamo kar močno. Za razliko od prejšnjih let bomo imeli letos na trgu Leona Štuklja velik oder postavljen že od samega začetka, to pomeni, da bo jutri že tudi prvi koncert. Evo. In čisto vsak četrtek, petek in soboto bodo tam veliki koncerti, čez teden bo pa tudi DJ, tako da bo dogajanje res vsak dan, ne bo ti treba gledati na splet ali na plakate, kaj je danes, ker nekaj zagotovo je. No, Odlično. Ja. Razen če imaš nekega favorita in veš, da ne smeš zamuditi, ampak bo krasno se ustaviti vsak dan in tudi ni za razmišljati, kam bomo zdaj šli v mesto. Ne? Imaš ogromno enih pozicij in na vsaki se malo ustaviš, imaš trg Leona Štuklja, imaš predtem seveda naš glavni trg, ki bo krasen tudi. Glavni trg bo zasijal, pa ne samo s kolesom, tudi letos bo še boljša gastronomska ponudba, kot je bila lani. Tudi tukaj se bodo zvrstili koncerti, tudi tukaj bo zabava z DJ-ji, ampak tukaj bo predvsem poudarek na res dobri hrani in priporočam, da si greste ogledati, poskusiti, naredite eno turo, saj vsaka hiška ima neko presenečenje, ki je izven običajne ponudbe. Pa še tako blizu, Jeger. Je všeč ta kulinarična hiška na glavnem trgu. Ja, no, evo. Vemo, kje boste jedli malice. No? Ja, definitivno. Zelo dobro. Epicenter dogajanja je vseeno glavni trg, kakorkoli obrneš. Je pa še nekaj drugih prizorišč, ki jih velja omeniti, ne? Tako je. Letos se selimo tudi malo bolj na Lenca, je ta prenovljen, pokazal se je kot čudovito stičišče ljudi in sprehajališče, zato smo ga letos tudi posebej okrasili, osvetlili, tudi tam bodo točke poljubov seveda. Med prazniki bo posebno dogajanje tudi pred hišo Najstarejše trte, tako kot vsako leto pripravljamo tudi poseben program v Ledni dvorani. Vetrinski dvor, seveda letos še boljši, še več živelinskega mesta, še več vsebin, letos tudi vsebine za malo starejše otroke in prav na starejše otroke smo tudi razmišljali, ko smo snovali program na Koroški 8,
kjer bodo delavnice v pripravi naših zavodov v kulturi namenjene prav malo starejšim otrokom, tam od 9. leta naprej, ob sredah in ob petkih, zato da lahko pridejo zvečer sem na delavnico, starši med tem gredo malo po mestu, potem pa še skupaj na ogled lučk. Super. Lepo. Odlično. Plus, kar se meni zdi res genialna zgodba, ko govorimo o marketingu, imamo letos tudi in ravno na Lentu, imamo tudi eno jelko oziroma smrekico za zgodbo, ne? Da se lahko gre gledati. To je ta napačna, ki so jo vrezali pri Ljudskem vrtu. Važno je, da je lepo in da bo tako treba. Mogoče bi naslednje leto tudi pri smrekah bil zraven. Ja, Jeger, Zgleda bo mogo biti, ne? Zgleda bo mogo biti. Torej, dogajanje se začne jutri ob 6, jutri vžgemo, ne? Tako je, jutri se začne povorka pri Kodžaku ob 5, tako kot vsako leto, kjer bomo postopoma prižigali lučke po mestu, nekje od 6. ure naprej, pa se glavno dogajanje seli na glavni trg, kjer bo kasneje tudi sam prižig. In tukaj moram posebej povedati, da ja, tudi jutri je že koncert na Trgu Leona Štuklja, in sicer Mambo Kingsi. Ja, pridejo jutri. Pa tudi koncert je tukaj, ne? Pa tudi Leonard. koncert je tukaj Leonard. Na glavnem trgu. Na glavnem trgu je koncert ob 6, na Trgu Leona Štuklja pa ob 8. Se pravi, v mestu smo do polnoči. Odlično. Genialno. Se malo samo predstaviš. Lepo, jaz imam plan narejen, torej za jutri je pa res, da dobimo tudi visoke goste jutri ob prižigu lučk v naše mesto, to lahko povemo? Lahko povemo, jutri v Mariboru zaseda terenska seja vlade, tako da bodo v Mariboru tako predsednik vlade kot vsi ministri. To se prične že zjutraj in ostali bodo v našem čudovitem mestu vse do večera, tako da bo predsednik vlade tudi prižgal luč. Zraven, ne? No, Veš tak, ne, to je pa prav, končno imamo kvalificiranega predsednika vlade, ki je iz branže. Veš, kaj ti hočem reči, da za elektriko. Da ve, tako je, seveda. da ve, da tudi če kaj bo, Jeger, ti me fazen pride. Tako, ne faze, ne vemo, kaj bomo zdaj. Dobro, ne smemo pretiravati, ampak v vsakem primeru je to ena taka zgodba, ki še dodatno podčrta posebnost tega četrtka 27. novembra. Za konec Eva moram samo vprašati, najprej seveda hvala lepa, da ste se tako potrudili še enkrat. Veselje nam je, res nam je in veseli smo, da bo, verjamemo, spet veliko ljudi. Jutri nas tudi čaka v redu vreme, ne bo dežja, temperature bodo ravno prav zimske, zato verjamemo, da bo mesto polno ljudi, predvsem pa nasmejanih otrok. Tako, vabljeni jutri popoldne, ko se vžge vse skupaj, ko so že prvi koncerti. In pa zdaj vprašanje, Eva, jaz sem nekje zasledil, da je bilo rečeno, da ste na občini pisali Božičku tudi za drsališče zunanje. Kak je s tem? Res je, pisali smo Božičku in ravno smo dobili listek, da nas na pošti čaka nekaj priporočenega, pa upamo, da je to. Nisem vedel, da je Božiček priporočeno pošilja. Take dobre novice ne moreš kar po navadni pošti. Ja, res je, ker moraš imeti papir v roki, da potem res velja. Ja, genialno, Eva, hvala lepa za vse te informacije in še enkrat, mi verjamemo, da bo ta magični december v našem mestu res magičen. Do kdaj bodo gorele lučke? Lučke bodo do začetka januarja, mogoče pa bi še bilo potrebno omeniti, da jutri so popoldan tudi vsi avtobusi brezplačni, tako da lahko pridete v mesto tudi z avtobusom. No, to vidiš. Izjemno. Narejen plan, pa tudi domov lahko. Na Marprom je Božiček pisal. Ja, Jeger, tudi domov lahko greš za avtobus. Jaz seveda nekaj prideš zjutraj, mislim, popoldan pride sem, najprej pogledaš, kako se vse lučke prižgejo, poslušaš ponudbo, ne? Absolutno, poslušaš Leonarde, se prestaviš na Trg Leona Štuklja, poslušaš Mambo Kingse, opa, lepo, dobre volje, polnoči domov. Jaz mislim, da je v polnoči že skoraj vaš jutranji program, tako da ne vem, če se splača domov. Še 4 ure vmes, 5 ur, kaj je to? To je mlado, to ne rabi spati, Eva, to ne rabi. Spim se, da sem. Ja, res bo krasno, hvala še enkrat. Hvala.